Andraž, stari, ne boš verjel. Ratel nama je. Ja. Še en let na YouTubeu je naokol in moram reči, da sva ga kar uspešno preživela. Ja, sva ga. Še zdaj, ko mi verjamem, da že 2 leti tole, odkar sva zaštartala ta YouTube kanal, zunaj čist predolgo primerjavo kamer. In takrat se je toliko enih stvari zgodilo. A se ti ne zdi? Ja, res je, Davor. Pač cel kup stvari se je zgodil in čeprav naju zveste sledilke in sledilci skozi spremljate na najni poti, se nama vsem zdi, da se na tata drug rojsten dan najnega kanala še vsem spodob, da narediva en hiter povzetek zadnjega leta, čistko v easy, da boste videli tudi, kaj se je dogajalo za kulisju in kam greva v bodoče in kaj si želiva za prihodnost. Veste, kaj bi se pa še bolj spodobalo? Da se vi naročite na tale najni YouTube kanal in da jo spremljate na vseh spodaj označenih družbenih omrežjih. Vsak nov follower nama ogromen pomen in če nas bo dost, pol obstaja velika šansa, da bomo naredili naslednje let še en tak video za 3. rojstni dan. No, Andraž, kaj pa se je zgodilo v zadnjem 2. letu? Ja, najprej en fun fact. Verjetno niste vedeli, ampak to je že najin 33. video v zadnjem letu, skupno pa že 91, odkar imamo ta kanal. Kmalu bo 100. Medtem ko sva prvo leto štipala ven videe k zastavo, ker so hotela narediti čim večji portfolio v čim krajšem času, pa so se zdaj namesto na kvantiteto raje usmerila na kvaliteto. Recimo, namesto da na dan snemanja posnameva 2 do 3 videe, ne hecam se, enkrat na začetku sva res 3 posnela v enem dnevu, si raje vzameva cajt in posnameva enega samega, pa da je ta res kvaliteten. To pomeni, da greva najprej ven in posnameva šote naprav, oziroma tako imenovani B-roll iz različnih fotov, ko jih uporabljava. Potem posnameva notranji del z unboxingom in dodatnimi top-down shoti. Takole to zgleda. High budget. No, morate videti, da tukaj so mi že par ur ponudila, da so zunanje šote naredila. In da zdaj le snima notranje šote in bo še nekaj cajta minil, prideva sploh na ta glavno stvar, ki nima ni govora in vseh ostalih stvari, tako da... Jej. Evo, gremo naprej. Na koncu pa še studijski del po scenariju, ki so ga že prej napisala, tako da čisto za na koncu pa še slikce za thumbnail narediva. Ok, to si je poenostavil zdaj malo preveč skoraj, ampak dejansko nama je ratal celoten proces na dan snemanja toliko optimizirati, da nama v povprečju vzame dobrih 5 do 6 ur, da vse skupaj posnameva, recimo. Ampak potem to Davorju vzame vsaj še dodatnih 25 ur plus, da video zmontira, pa meni tam med 2 do 4 ure, da naredim raziskavo, pa strnem najne misli v čim krajši scenarij. Vsega skupinama od oka torej vzame skoraj 35 delovnih ur za en sam takle video, ki ga trenutno gledate. Ob tem je potrebno vzeti v obzir še za kakšen video gre. Če gre za video, kjer uporabljajo ful svojih B-roll shotov, tukaj v zadnjem letu, to meni nekako podaljša editanje in ne samo to. Ne boste verjeli, koliko je velika razlika že v tem, ali je video dolg 12 ali pa 15 minut. Rekli boste, to ni važno, to za samo 3 minute, ampak ni res. Za Davorja to lahko pomeni tudi 2 dodatna dni dela, sploh zato, ker vsi posnetki ne spadajo zmer dobro in je treba pri večini popraviti barve, kolikor je to sploh možen, da izpadajo čim bolj naravne. Prav tako je treba popraviti zvok pri vsakem videu, šele potem pride rezanje studijskega dela videa in pokrivanje videa z B-rollom in kakor lahko vidite, je ta proces kar zamuden, vsaj za Davorja, ki že skoraj preveč perfekcionist. Valjda tudi Andraž proba scenarije prirediti tako, da so čim bolj strnjeni in polni uporabnih informacij, kot da recimo ve, da so 4 polne strani teksta za scenarij približno za okoli 12 do 13 minut videa. Zmer to sicer ni možno, včasih lahko še to krajšaš, pa pač ne gre, ker moraš dejansko malo več spisati, zajameš vse pomembne informacije. In tudi veva, da za vsakega niso vse informacije pomembne, ampak probava čim večji del, čim več podrobnosti informacij o napravi pokriti, da vsak lahko najde v videu tisto, kar ga zanima, vsaj upava, da najde. Ja, k srečnemu je zadevo pohitrila tudi menjava lokacije. Začela so v prostorih KŠK, kjer je bilo za začetek čisto dobro. Ni bilo pa idealno, ker je bil kadar prebliz, ni bilo dobre osvetljave, plus placa nisem mogla urediti po svoje, ker pač ni bil najin. No, zadeve
noge so se izboljšale malo po prvem rojstnem dnevu, ko so se preselili k Andražu domov v dnevno sobo, no zdaj je to bolj studio, dokler je pač ne renovira. Tukaj smo dejansko kralja, mava svojo osvetlitev, luči, stropni nosilc, 2 tripoda, enega za telefon, s katerim snema, ki ima tudi še ledobroč in ta drugega za tablico, ki nam služi kot teleprompter. Mogoče tega nisem povedala, ampak ta hiša, v kateri smo, ki je pač studio noter, je toliko stara, da še nima unih trdnih temeljev in če so se vklopi centrifugo, dejansko, oziroma boben, začne poplesavati najin telefon, ki je gor na stojalu in včasih ima Davor kar veliko dela, da sploh umiri, ker takrat se pozna. Včasih se krvi v kakšnih videih, tako recimo za epe. Ja, tako da ni čisto vse idealno, ampak Se trudva. Tudi snemanje sva dodelala do te mere, da zdaj nimajo več na mizi kompa, iz katerega bi brala, ampak imava tablico, na kateri se nama lepo predvaja tekst, da lahko tekoče goriva z mirnim tempom, kar tudi pomaga pohitriti video. Ja. Ni pa sicer idealno, včasih se tekst predvaja prehitro in mora znižati hitrost in podaljšati video s tem. Pa še podpira 45 litrov hlad polnjen. Malo gre prehitro. Ne, pač na začetku sem bila prepočasna, to je. Jaz sem zdaj lepa prehiter. Zdaj gre pa prehiter in se nama prav sliši, kako hitiva. Ampak zaradi te tehnike imava kar precej manj mašin in manj časa za nepotrebno nakladanje, ker pač teleprompter nobenega ne čaka. Recimo, da sva nekako se znajdla, kakor se je pač da, glede na najine razmere in zmožnosti in da je vsem kvaliteta video boljša, kakor je bila pa prej. Ampak to so tisti dejavniki, na kateri imava vpliv. Potem pa pride zraven še live. Oba imava svoje privatno življenje, sva polno zasedena in včasih si mora vzeti malo več pauze med videi, da lahko vse skupaj shendlava. In ker življenje sestavljajo, kot reče Davor, tako vzponi kot padci, mora priznati, da so v oktobru lanskega že spet razmišljala, da bi nehala s kanalom. Na srečo na koncu nismo, ampak so se samo odločila, da si vzamejo kakšen vikend več prej od snemanja in da raj kakšen video tudi manj narediva, ampak z užitkom vse ostale, kakor pa da delava nekaj na silo in da se bi nama vsa stvar s snemanjem zagravžala do amena, samo zato, da bi dvignila cifre. In kakšne so te cifre? Dobra novica je, da so v zadnjem letu dobila 400 novih naročnikov, tako da sva končno prišla čez magično število 1000 naročnikov. To je sicer čisto solidna cifra, glede na to nišno področje, za katerega sva se odločila, nisem pa še čisto zadovoljna in imava apetite po še višjih cifrah. Najin cilj je bil vedno, da tukaj v Sloveniji navdušam množico za tehnologijo. Glih zato nikoli nisem bila ful navdušena nad predlogom, da bi poleg slovenščine snimala tudi v angleščini ali pa sam v angleščini. Prvič, kljub temu, da znajo dosti dobro angleščino, to še zmer ni najin materinski jezik, pa tudi težko bi konkurirala na svetovnem trgu, ker je ful nasičen s tehnologijo. In drugič, tudi ko sva čisto na začetku snemala v angleščini, če se spomnite, je bilo še zmeri najinih gledalcev največ Slovencev. Tako da niti ne bi bilo smiselno, da snimamo v angleščini. Namesto tega je najin cilj, da postaneva prepoznavna v Sloveniji in da osvojiva zaupanje tukajšnjih ljudi, pa še koga navdušena nad tehnologijo. Dostikrat sicer sliša kritiko, da za nek tehnološki YouTube kanal govorijo preveč samo v telefonih in hočem vam povedati, da se tega problema tudi sama zavedava. Ja, tudi midva bi rada snimala o drugih tehnoloških zadevah, kot so pametni sesalniki, laptopi, tablice, drugi cool gadgeti in tako naprej, druge stvari, ampak da bi lahko vse to kupila, te izdelke bi potrebovala veliko več keša, kakor ga pa mava. Zato nam preostaneta samo dve opciji, ali da izdelke dobiva na testiranje od vas, najnih zvestih gledalcev, ali pa od podjetij, ki bi želela sodelovati z nama. Najraje je mava, če izdelki dobiva valjda od vas, ampak dejstvo je, da sva s tem omejena na to, kar trenutno imate na voljo. Zato je veliko lažje, če izdelki dobiva od podjetij, vendar tam naletiva na naslednjo oviro. Število sledilcev oziroma naročnikov. Čist logičen je namreč, da podjetja raje sodelujejo z ustvarjalci, ki imajo veliko followerjev, zato da lahko dobijo dostop do velike baze potencialnih kupcev. To je pač logika in tukaj imava tudi en majčken problem. Za tako nišno panogo imamo sicer kar lepo število sledilcev, se nam zdi. Samo še zmeraj to ni velikokrat dosti, da bi podjetja ful rada hotela sodelovati z nama, zato tudi ne morava vedno ven spraviti take vsebine, kakor bi jo pač midva sama hotela in kakor si jo tudi vi zaslužite. Kljub temu to ne pomeni, da nisva dosegla mejnikov, na kjer so lahko ful ponosna. Sodelovala sva namreč s trgovino z računalniško opremo Lynx, za kar sva izredno hvaležna, kjer sva s tem dobila v roki kar nekaj zanimivih naprav.
testirala sva električne skiroje, pa Samsungove pripogljive telefone iz Gokart linije. smo šla voziti. Gokarte, ja, na zabavni mini ekskurziji, da sva testirala GoPro. Ful dobro je bilo. Prek Linksa so prišla tudi do prvih sponzoriranih videov in z denarjem od njih so si lahko kupila boljše mikrofone, DJI Osmo stabilizator za boljše šote in ostalo opremo, s pomočjo katere sva dvignila kvaliteto najnih videov. Tisti, ki naj jo bolj pozorno spremljate, pa ste verjetno tudi opazili, da so si dala delati tele najne brandirane malce z logotipom najnega kanala, tako da tudi če kdaj nehava z njim, boh ne dej, da se to zgodi, Upajmo, da ne. nama bo vse nekaj ostalo za spomin. Poleg Linksa pa so v zadnjem času sodelovali tudi s podjetji, kot so Telekom Slovenije 1A, ki so nama posodili telefone, da smo lahko naredila test kamer na slepo, največji projekt. Poleg tega pa so bila pred kratkim povabljena tudi na Samsungovo virtualno predstavitev nove S22 linije, še preden je bila uradno predstavljena širši javnosti. Poleg tega so bila povabljena tudi na predstavitev teh telefonov v živo v Zagreb, kar se štejeva v veliko čast. Thank you for this honor. Tudi sicer so imeli v samem zadnjem letu več testov naprav, od dronov, VR očal, pametnih ur, tablet, pa še se najde. Pravzaprav sem imela toliko testov, da so komaj imela kaj cajta objaviti kakšne bolj filozofske videe, kot so videi za pomoč pri nakupu ali pa za najne najljubše epe. Tem videjem midva prava tako zajbanci, videi za portfolio. In v zadnjem letu jih res nisva veliko naredila. Če bi pod vsem skupaj lahko potegnila črto, mislila, da sva mogoče majčkeno bolj postala prepoznavna v medijskem svetu. Zmer več ljudi ve, kaj ustvarjava in to kljub zanimivi ironiji, da imava skupno v zadnjem letu celo manj ogledov, kot sva jih imela v prvem letu. Je pa res to, da so takrat dala ven kar 58 videov, torej skoraj dvakrat več kot letos. Res je pa tudi to, da takrat še niso bili na tako visokem nivoju, kot so po najnem mnenju zdaj. Močno upava, da nam bodo začeli številke ponovno rasti, ker planirajo doseči tako, da bova bolj dejavna tudi na ostalih družbenih omrežjih, kot je TikTok, kjer že objavljava razne zanimive tehnološke videe. Tako da vas vljudno prosva, da si ogledate tudi najin TikTok profil. S tem upava, da se bo s časoma vse več ljudi od tam naročili tudi na najin YouTube kanal. In da bo konverzija čim boljša. Konec koncev je to tudi nujno za najin razvoj, da se cifre obrnejo na gor, ker bomo na ta način dobila nek dober feedback, da se nama ta kanal še naprej splača voditi in da obstaja zanimanje zanj, pa da ne delava tega kar nekaj za brez veze, ker če nama to ne bo uspelo, pa ni nujno, da bomo še naslednje leto se tukaj videli in res upava, da temu ne bo tako, da do tega ne bo prišlo. Ker statistika kaže, da je kar 70% najnih gledalcev nenaročenih, zato vljudno prosa, da se naročite in delite najni videe, da grejo številke čim hitreje gor in da bo vsebina lahko skozi bolj kvalitetna pa zabavna. Vam pa lahko že zdaj obljubva, da bova že v kratkem objavila en zelo zanimiv video, kjer sta zaplula še v eno drugo vrsto tehnoloških voda, tako da naj jo spremljajte, da ga ne boste zamudili. Obljubva, da bo vreden čakanja. Bo. Tako, zdaj približno veste, kako bo za naju to drugo leto na YouTube sceni. Oba imava še dosti zagona za še več projektov, ki jih bova v prihodnosti delila z vami. Tako da upava, da naj jo spremljate v čim večjem številu in da postanete najni naročniki. Res lepo. Upava tudi, da je prihodnost najnega kanala svetla in da bojo imela še več sodelovanja naprej tudi z drugimi podjetji, recimo Xiaomi ali pa Big Bang. In še kakšnimi drugi večjimi. Še enkrat pa iskrena hvala vsem vam, najnim cenjenim sledilkam in sledilcem, naročnicam in naročnikom, ki naj zvesto spremljate na tej najni YouTube poti. Vaša podpora nama pomeni vse in vi ste razlog, da obožujeva početi to, kar najraje počneva, pač snemava videe za vas. To je pa zdaj za enkrat res to. Se vidimo v naslednjem videu. Čau!